Prav lepo pozdravljeni. Prejšnji petek so se člani občinskega sveta Zagorje skupaj z nekaterimi člani stranke Zagorje gre naprej na žalni seji še zadnjič poslovili od dolgoletnega člana občinskega sveta Franca Kukovice Kucija. Na začetku so mu v slovo zapeli člani Zagorskega okteta, katerih vodja je bil prav Franc. Kot je v nadaljevanju poudaril župan Matjaž Švagan, je bil Franc oseba z neverjetnim optimizmom in posluhom za druge, saj je pomagal tudi drugim klubom in društvom. Njegov nasmeh je bil nalezljiv, pri svojemu delu v občinskem svetu pa je bil vedno konstruktiven in kritičen do slabega. Ob zaključku žalne seje so se vpisali še v žalno knjigo. 6. januarja katoliška cerkev praznuje praznik svetih treh kraljev. Po izročilu so se kralji Gašper, Miha in Boltežar po znamenju zvezde, ki jim je kazala pot do Božjega potomca, prišli pokloniti k novorojenemu Jezusu. Sveti trije kralji so razglasili novico o Jezusovem rojstvu, zato se v cerkvi praznik uradno imenuje Gospodovo razglašenje. Verniki v jaslice, ki so jih postavili ob Božiču, na predvečer praznika postavijo figurice treh kraljev, prav tako pa obiščejo sveto mašo. Ponekod v Sloveniji ob tem prazniku hodijo koledniki. Sredo so po julijanskem koledarju Božič praznovali še pravoslavni kristjani. Ta je za razliko od katoliških kristjanov in evangelistov po gregorjanskem koledarju zamaknjen za 13 dni, saj se pravoslavci v 16. stoletju niso uklonili spremembam koledarja papeža Gregorja 13. Dan pred Božičem pravoslavni verniki praznujejo Badni dan, ki je v prevedenem pomenu pomeni bdenje oziroma pričakovanje. To je dan, ko se praznuje ponovno rojstvo Jezusa. Ime Badnjak predstavlja suhohrastovo drevo, vejevje in slama, ki simbolično predstavljajo betlehemski hlev oziroma kraj, kjer se je Jezus rodil. Verniki bogoslužen badnjak odnesejo domov, kjer ga posipajo po tleh in smrečici, nato pa v družinskem krogu ob molitvi pričakajo Božič. Večina vernikov se ponovno zbere ob polnočni maši, kjer v ritmu glasbe in tradicionalnega folklornega plesa dočaka Božič. S polnočno mašo se konča tudi 6-tedenski post, s katerim so se verniki pripravljali na praznik. Na božični dan dopoldne sledi tradicionalna božična liturgija. Tradicionalna značilnost na dan Božiča je molitev, sežiganje badnjaka in ročno trganje oziroma delitev kruha. Tega trgajo in delijo najstarejši člani družine. V kruh oziroma pogačo domače gospodinje skrijejo kovanec. Tistemu, ki najde kovanec ali po starem običaju zlatnik, je namenjena celo leto dodatna sreča. V preteklem letu smo precej poročali o največji zagorski investiciji. Izgradnja čistilne naprave s celotno infrastrukturo se je zelo približala svojemu zaključku, saj so največja dela že opravljena. Naš sogovornik je bil tudi tokrat vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi Ivo Vrtačnik. Na kratko nam je predstavil potek izgradnje objekta čistilne naprave, ki zaseda desni breg reke Save. Občina Zagorje skupaj z Evropsko unijo in pa državo Republiko Slovenijo gradi čistilno napravo in kanalizacijo za naselje Zagorje in Kisovec. Za potrebe naselja očiščenja odpadnih voda Zagorja in Kisovca smo v letu 2013, 1. oktobra, podpisali z izvajalcem Rudi Strbole in pa podizvajalcem, glavnim partnerjem AGM Nemec, čistilno napravo Zagorje. In v koncu leta 2013 pridobili gradbena dovoljenja ter z začetkom januarja 2014 pričeli graditi čistilno napravo, ki predstavlja čiščenje odpadnih voda za 11.000 populacijskih enot za kompletno naselje mesta Zagorje in pa Kisovec. Gradnja takšnega objekta je potekala z izrednim presingom, z izredno hitrostjo, po zahtevi
odločbe in pa porabe evropskih sredstev, ki se iztečejo v letu 2015, je bila naloga, da objekt zaključimo do konca leta 2014, do te faze, da se opravi tehnični pregled kompletno zgrajene naprave, čistilne naprave, vključno z pričetkom in uvedbo poskusnega obratovanja. To namreč pomeni, da je čistilna naprava pripravljena prevzemati odpadne vode iz Zagorja in Kisovca v takšnem obsegu, da lahko ta v polnosti funkcionira, obratuje in prečisti te odpadne vode in preko spremljanja posameznih parametrov merimo učinkovitost delovanja čistilne naprave. Ta poskusno obratovanje je po sedaj veljavnih pogodbah predviden, da se izteče v mesecu maju 2015, kjer bomo v tem obdobju tudi izšolali in izobraževali kader, ki bo potem na tej čistilni napravi tudi deloval. To pa so delavci javnega podjetja Komunala Zagorje. Vendar pa je bila, kot že omenjeno, za učinkovito delovanje potrebna tudi izgradnja kompleksne infrastrukture, ki je v lanskem letu Zagorje in Kisovec spremenila v gradbišče. Spremljate posnetke gradnje kanalizacije v Kisovcu. Seveda, kot rečeno, za popolnost delovanja čistilne naprave potrebujemo tudi zadostne količine odpadnih voda in seveda tudi po sestavi primernih. Zato je v sklopu investicije, ki je ravno tako financirana z evropskih in državnih sredstev, potrebno bilo zgraditi in povezati ves kanalizacijski sistem v Zagorju in pa zgraditi na novo kanalizacijski sistem Kisovca. V letu 2014 smo na podlagi veljavnih pogodb bili z izvajalcem zavezani, da se izvede 60% priključenost kompletne obremenitve bodoče čistilne naprave. To pa je priključiti vse obremenitve iz naselja mesta Zagorje ob Savi. Mi smo v lanskem letu v decembru izvedli priključevanje glavnih kolektorskih sistemov do te mere, da smo zagotovili to priključenost, da smo izvedli tehnični pregled ter pridobili uporabno dovoljenje tudi za ta del kanalizacije. To je izgradnja približno 5 km kanalizacijskega sistema v Zagorju, vključno s 5 objekti. To so pretočni bazeni meteornih vod, ki pač ustrezno tretirajo in obravnavajo ta mešani sistem kanalizacije v Zagorju. Prav tako smo pa že v lanskem letu pričeli z gradnjo kanalizacijskega sistema v Kisovcu, ki je bil do določene mere zaključen, namreč do te mere, da so vsi posegi, ki so bili na javnih površinah, tudi zaključeni do take faze, da lahko preko zimskega obdobja uporaba javnih površin poteka nemoteno. Letošnje leto pa je tudi leto, ko bo čistilna naprava zaživela. Do samega rednega zagona bo potrebnih še kar nekaj del. Med njimi bo zagotovo en največjih zalogajev povezava kanalizacijskega sistema, ki pelje iz Kisovca na zagorsko kanalizacijsko omrežje. Seveda sama investicija tako čistilne naprave kot kanalizacije je večleten projekt. Kot sem omenil, je po pogodbi predvideno, da se zaključi v maju letošnjega leta, to je 2015. In v tem sklopu je pač potrebno na sami čistilni napravi izvesti še nekatere odprave pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu samega objekta, opraviti celotno obdobje poskusnega obratovanja, ter na ta način ocenjujemo, da bo čistilna naprava v celoti pripravljena za predajo v upravljanje javnemu podjetju Komunala Zagorje, ki bo potem za to čistilno napravo tudi ustrezno upravljal in skrbel. Je pa na območju javne kanalizacije potrebno še več aktivnosti, predvsem na naselju Kisovec, kjer intenzivno že v tem trenutku gradimo
preostanek kanalizacije po posameznih ulicah in pa tudi povezovalni kolektor med Kisovcem in Zagorjem, ki bo potem vso to odpadno vodo pripeljal iz Kisovca v Zagorje. Kisovec ima pač še to posebnost, da je sistem grejen z ločenim kanalizacijskim sistemom, se pravi, loči se meteorna in fekalna voda, tako da do vsakega odjemalca praktično pripeljemo priključna mesta za oba medija, to se pravi za odpadno in za meteorno vodo. Po sedaj veljavnih pogodbah je predvideno, da bojo vsa dela zaključena, to je z dokumentom potrdilo o prevzemu, ki pomenijo tudi tehnični pregled in uporabno dovoljenje do konca maja leta 2015. Sicer verjetno, da se bo v Kisovcu še izvajala dodatna in več dela, kjer bomo posamezno obrobja samega naselja Kisovec povezali tudi na projektiran in sedaj izveden kanalizacijski sistem, tako da bo zagotovljena zahtevana 95% priključenost vseh onesnaževalcev mesta Zagorje in naselja Kisovec. V vsem tem času, kar spremljamo samo izgradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja, smo se lahko prepričali, da so bila dela opravljena skladno z napovedmi in, kot nam je sogovornik zatrdil, zadostujejo oziroma presegajo standarde, ki jih zakonodaje predpisujejo. V skladu s pokojninsko reformo, ki je začela veljati z letom 2013, se starost za upokojitev v letošnjem letu zvišuje za 4 mesece. Tako se bodo ženske lahko upokojile pri starosti 58 let in 8 mesecev ter z 39 leti pokojninske dobe brez dokupa. Moški pa se bodo lahko upokojili pri starosti 59 let ter 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Starost se zvišuje tudi za osebe, ki imajo najmanj 20 ali 15 let pokojninske dobe. Tako se bodo ženske, ki imajo najmanj 20 let pokojninske dobe, lahko upokojile z 62 leti in 6 meseci, moški pa 64 leti in 6 meseci. Pri obeh se bo upokojitev podaljšala za 6 mesecev. Upokojitev pa se zvišuje tudi za osebe, ki imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe. V takšnem primeru se bodo lahko ženske upokojile s 64 leti in 6 meseci, moški pa, ko bodo stari 65 let, je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje objavil na svoji spletni strani. V letu 2015 pa se podaljšuje tudi obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. Medtem ko so v letu 2014 upoštevali osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 20 let zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, bodo v letu 2015 upoštevali 21 let. Zatem se bo to obdobje postopno povečalo do 24 let. Redne uskladitve pokojnin v letošnjem letu zaradi zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 ne bo. Lahko pa pride do izredne uskladitve, so na seji sveta pokojninskega zavoda sredi decembra povedali predstavniki vodstva zavoda. Spremljate posnetke z izlaškega Etija. Sledijo pa kratki oglasi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa.
V lanskem letu smo že poročali, da je občina Zagorje ob Savi uspešno kandidirala za pridobivanje sredstev za revitalizacijo mestnega jedra in obnovo rudarskega muzeja v Kisovcu. V začetku januarja pa so stekla dela obnove muzeja. Katera dela zajema projekt in kakšen je znesek investicije, pa nam je zaupal direktor občinske uprave Rudi Medved. Obnova rudarskega muzeja Loke v Kisovcu se je začela, obsega tako ureditev okolice kot tudi prenovo samega objekta, od zamenjave stavbnega pohištva do ureditve pročelja, zamenjave strehe in v drugi fazi seveda pa tudi osvežitev muzejske zbirke, popravilo nekaterih dotrajanih zadev znotraj muzeja. Gradbeno-obrtniška dela bodo stala približno 400 tisoč evrov, okrog 200 tisoč evrov pa je potem namenjeno še sami muzejski zbirki. Predstavitvam, tudi multimedijska predstavitev je zajeta v to. Pripravljamo krajši film o zgodovini rudarjenja v Zagorski dolini in v Zasavju, tako da bodo obiskovalci, ki bodo prihajali v muzej, resnično dobili vtis, kako je potekalo rudarjenje v teh krajih v minulih 250 letih. Stanje muzeja je resnično v slabem stanju, zato verjamemo, da bodo planirana dela končana v predvidenem roku, to je do konca septembra 2015, in da bo takrat muzej zaživel z novo podobo in vsebino. Sedaj pa še nekaj kratkih novic. V ponedeljek je prišlo do padca večjega drevesa na lokalno cesto Trbovlje-Dobovec. Za vzpostavitev prevoznosti so poskrbeli gasilci, dokončno odstranitev pa bo izvedla Komunala Trbovlje. V zvezi s problematiko odstranitve nevarnih dreves je bil z dopisom v mesecu decembru že opozorjen Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in tudi revirski gozdar. Dogovorjeno je, da bo določitev lesne mase, predvidene za odstranitev, izvedena v najkrajšem času, temu pa sledi poseg strani koncesionarja. Lansko leto so se v trboveljski občini odločili in praznično okrasitev mesta združili z dobrodelnostjo ter skrbjo za okolje. Smreke, ki so v prazničnih dneh krasile trboveljske ulice, so lahko posvojili posamezniki ali podjetja s prostovoljnim prispevkom. Akcija, katere sredstva bodo šla v dobrodelne namene, v teh dneh dobiva epilog. Več o donacijah in zneskih, ki so jih prispevali za dobrodelne namene, pa bomo poročali v prihodnji oddaji. V torek, 6. januarja, je minilo eno leto, odkar so v občini Ivančna Gorica odprli dnevni center za starejše, ki se nahaja v prostorih Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Namenjen je starejšim, ki si ne želijo v dom za ostarele, vseeno pa potrebujejo neko obliko oskrbe. V ta namen so po besedah podžupana občine Tomaža Smoleta vložili veliko truda v oblikovanje primernega programa z zanimivimi dnevnimi vsebinami. Še več truda pa je bilo potrebno za komunikacijo s starejšimi, ki so osamljeni in morajo premagati razne pomisleke, da se odločijo za obisk dnevnega centra. Trenutno je vanj vključenih 600 oskrbovancev, ki so s programom zelo zadovoljni. Med božično-novoletnimi prazniki sta jih obiskala župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in zgoraj omenjeni podžupan Tomaž Smole. V prejšnji oddaji pa smo poročali tudi o zasavskih podjetjih, ki so slabo poslovala. V letu 2014 pa je nekaterim podjetjem vseeno uspelo poslovati uspešno, napredno in z velikimi načrti za prihodnost. Eno takšnih podjetij je EVJ Elektroprom iz Kisovca. Podjetje, ki je že več kot 40 let prisotno v Zasavju in še prek regijskih meja, je začelo z lastnim proizvajanjem elektrike ter v ta namen odprlo elektrarno na lesno biomaso. Lastnik podjetja Janez Vidmar je ob tej priložnosti povedal. Kar par let prej sem že razmišljal o takšni zadevi in o tem in tudi veliko stvari pregledal po Nemčiji, po Avstriji, da je prišli potem do končne odločitve in do nakupa in take montaže. In seveda, brez dobrih ljudi, kot sem pa le poudarjam, vedno pa to ne gre in je bila izredna dobra ekipa
kompletno ta uprava, ki je to vodila, seveda z direktorjem na čelu. Posebej pa velikokrat rad izpostavim res gospoda Trotoška, ki je to vodil, ta projekt, in je prišel v bistvu iz podjetja, kjer bi tudi lahko kaj takega naredili, pa niso. Tukaj pa imamo možnost in je res zadevo, bi rekel, teru naprej, tako kot je treba. In smo jo res speljali. In tako je treba delati. Treba je za reč se dogovoriti in je treba tisto narediti. In če ne narediš, potem pa ni. Narediti je treba, kar se dogovoriš. Slovesnosti ob odprtju elektrarne se je udeležila tudi nekdanja evropska poslanka Romana Jordan, tudi sama velika poznavalka področja energetike. No, jaz mislim, da Slovenci smo narod, ki ima ideje, ki ima podjetniške ideje, nekoliko nam manjka tega, da smo pripravljeni tvegati. Te podjetniške kulture se še moramo naučiti, predvsem pa mislim, da nam manjka tega, da taki projekti ne morejo uspeti, če so zgodba samo enega človeka ali ene skupine ljudi. To je zgodba, ki lahko uspe, če ima seveda ustrezne podjetnike, če ima ljudi, ki v to zgodbo verjamejo, če ima ljudi na občini, na upravni enoti, če so tudi na ministrstvih ljudje, ki se zavedajo, kako pomembni so za Slovenijo taki projekti. Tako da tega si želim v Sloveniji več. Mislim, da imamo trenutno teh zgodb občutno premalo. In seveda na to kažejo tudi uspešne podjetniške zgodbe, ki se namesto, da bi se dogajajo v Sloveniji, dogajajo s slovenskimi podjetniki že preko naših meja. Drugo podjetje, ki se je preselilo v našo soseščino, pa je podjetje Kumplast, ki je za svojo proizvodnjo potrebovalo večje prostore in je zato odkupilo prostore nekdanjega podjetja PAK 4. Na dan odprtja in javnega ogleda prostorov je lastnik in do nedavnega tudi direktor Jože Ule povedal. Mi smo imeli velike težave na stari lokaciji za skladiščenje. Tu je skladišča zaenkrat dovolj, ker proces proizvodnje je takšen, da izdelki nastajajo po več dni. Kupec pa hoče izdelek jutri. V tem trenutku pripravljamo kolekcijo naših izdelkov, da jih bodo kupci lahko dobili v roku 24 ur. In koliko je zaposlenih v tem obratu? Trenutno imamo zaposlenih okoli 30-35, nekaj je zunanjih sodelavcev, nekaj je redno zaposlenih. Slišali smo iz nagovora, da veliko izvozite v tujino, imate tudi poslovne partnerje tam in to predstavlja kar velik del vašega poslovanja. Izvozno pomeni nekako 75% realizacije, 25% je ostalo še doma. Pred parimi leti so bili ti podatki obratni. Mi smo pač se s tujino povezali, potrudili, obiskujemo sejme in probamo tržiti te naše produkte. Naj omenim, da smo dosti produktov gre v Rusijo in ostale države vzhodne Evrope. V zadnjem času smo pridobili tudi naklonjenost velikega proizvajalca pohištva IKEA in v IKEA gre kar nekaj naše robe v zadnjem času. Izpostaviti pa je treba tudi steklarno Hrastnik, ki je imela minulo leto obsežen remont. Slednji je omogočil povečanje proizvodnje na 138 ton visoko kakovostnega stekla na dan. Hkrati so znižali porabo energije za 20% in zmanjšali vpliv na okolje. Po besedah generalnega direktorja Andreja Božiča je steklarna Hrastnik energetsko osveščeno podjetje, ki skrbi za učinkovito in smotrno rabo energije in vode. Celotna naložba je bila vredna 8,5 milijona evrov. Andrej Božič je za svoje uspešno podelovanje v steklarni in občini junija dobil tudi zlato občinsko priznanje. Častnik Delo pa ga je uvrstil med osebnosti leta 2014. Prav v tem tednu pa so iz steklarne Hrastnik sporočili, da je podjetje v prvem krogu nominirancev za Evropsko poslovno nagrado v kategoriji Podjetnik leta.
Zmagovalce v posamezni kategoriji bodo določili glasovi prek spleta, ki jih lahko podporniki oddajo do 24. februarja letos. Evropske poslovne nagrade podeljuje strokovna komisija od leta 2007, prvi krog poteka na državni ravni, drugi pa na evropski. Nagrade zmagovalcem na evropski ravni bodo podelili v maju. V naslednjem tednu bomo objavili še prispevek o uspešnem trboveljskem podjetju Davisoft. Tudi letos pa smo Zasavce povprašali o tem, kakšno je bilo preteklo leto in kaj pričakujejo od novega leta. V primerjavi z lansko anketo so letos bolj pogumno spregovorile ženske, ki so bile tudi zelo kritične. Očitno je, da nikomur ni preveč hudo za letom, ki je minilo. Upamo, da bomo januarja 2016 od anketirancev dobili bolj optimistične odgovore. Najprej smo obiskali Trbovlje, potem pa smo se pomudili še v Hrastniku. V Trbovljah smo najprej naleteli na našega vedno dobro razpoloženega znanca Tineta Lenarčiča. Gospod Tine, nam boste prosim zaupali, kaj ste si najbolj in si boste zapomnili za preteklo leto? Srečno, to prvo. Ja, tudi, ker z lufta je težko predspregovoriti, ne. Vi bi rad videli, da bi je zdaj malo nekega predavalo neko o sreči. Ja, sreča je zelo opoteča, ampak v glavnem, če izrečemo te dobre želje, to obsega splošno zadovoljstvo, zdravje in vse take dobre stvari. V glavnem, v tej besedi sreča veliko pomeni in jaz vsakomur želim. Vam tudi, vsem vašim poslušalcem in vsem vašim prijateljem televizije Zagorske in upam, da boste še naprej tako uspešni, kot ste bili do zdaj. Kar se pa tiče mojih spominov na preteklo leto, moram reči, da se je leta začela zelo slabo. No, kasneje seveda se je pa nadaljevala, pa bolj sproščena, bolj, kaj je sve. Ja, vedno ne more biti enako. Ne, ampak takrat je bil pa 90-letnica, ne, in tle smo pa proslavljali, ali pa omenjali to, no, pa tudi proslavljali na različne načine, pa si pri planinskem društvu, si pri literarnih prijateljih, pa pri turističnem društvu in tako naprej, pri vrsti teh društv, kjer že dolgo leta sodelujem. In kaj si želite v novem letu? Ja, v novem letu se želim predvsem, da bi nam poratali vse, kar si dobrega želimo. Tudi predvsem zdravje, ne. Mene že križ matra se vidite, ne, se zim bolj sključene sorte, že bolj težko hodim, ne. Ampak v glavnem želim pa zmeri sličati kaj dobrega, pa videti kaj fajnega tudi, ne. In ohraniti zdravje, predvsem pa zdravo pamet. Jaz vam tudi želim in da se vidimo na naslednjem rojstnem dnevu. Ja, to bo pa še trajalo nekaj časa, da sem tu v konc leta še. No, nam zaupate, kaj je tisto, kar vas je lani najbolj razveselilo, pa mogoče tudi razžalostilo? Razveselilo me je, da smo bili vsi zdravi, da ni bilo kaj posebnih nesreč. Razžalila me je pa politika, ne? Ker se takole na nas reveže tle spravljajo, ne vem, kaj pričakujejo od nas, višje pa pač ne morajo, ali jih nočijo, so na veliko kradli, ne. Ja, nas pa čejo uničiti. Še če češki zraven penzije, ki je mekna zaslužiti, da ležiš višk, že včasih nismo mogli, ko smo mekni bili, smo pomankanje trpeli. Zdaj nas pa čejo uničiti, če imaš koliko velja, da kaj delaš. Ne dajo mladim delo, da bojo lahko delali. Mi bomo pa nehali, mi bomo pa še ta mlade preživljati, pa pomagati jim. Ja, so pa najavili, da bo verjetno druga polovica letošnjega leta boljša. Mislite, da bo to res? Sem brala tudi. Brala v časopisu. Upanje je vedno, ne? Če bo, če ne bo, pa ne bo. Ja. Česa si pa vi še želite? Želim si predvsem zdravja, pa da bi politika dobro ukrepala za vse, za mlade in za stare, da bi po domače povedali nacrkavali. In so še Facebook,
jen so Facebook. Ampak ne vem, če bo kje uslišan to. Nam lahko zaupate, po čemu si boste zapomnili lansko leto? Jaz samo po bolezni, nič drugega. Ker smo imeli sam slabo, z januarjem se je začel, pa se je pa skozi leto oktobra, ko je pa moč umrl. Večinoma sem bila sam po bolnicah in po Ljubljani in sem zelo razočarana nad bolnicami in vsem čakalnim dobam in sploh pa urgenci ljubljansko. Torej, lansko leto si ne boste zapomnili po dobrem. Kaj pa pričakujete od novega? Jaz mislim, da malo več, preveč, največ zdravja si želim, pa malo več, da bi se malo poslanci k sebi spravili, da bi kaj dobrega naredili za Slovenijo, ne sam za sebe, ker sam za svoje riti skrbijo, to je v prvi vrsti, pa mečkaj več složnosti, pa faušarija, da je bilo manj med Sloveniji. To ste pa dobro povedali. Ja, tako je, kar je res, ne. To je tisto pregovor, če meni crkla krava, ne še sosedja, ni to tako. To je čisto in mi smo takšni Slovenci, ne znamo skrb stopiti in zato pa tako delajo z nami, ne. Novem letu sem zadovoljen, je bilo uspešno, poslovno, lepo vreme, veliko dežja, drugače pa v redu, kaj ne rečem, v redu. Ja, do sedaj je v redu, ker je šele nekaj dni za nami. Kako pa lani, ste bili zadovoljni z lanskim letom? Za lansko leto sem bil zadovoljen, kaj ne rečem. Imate tudi kakšne želje? Želja sem zdravja vsem, pa še sebi, pa kaj. Pa bi kaj kritizirali? Ne kritiziram nič, ker politika je taka, ko je, enkrat je tako, nič ne šipam, se dobenga. Ko je že? Tak. Ne dober, ne slab, no, sredino. Tak. Pa mislite, da bo novo boljše? Ja, kaj pa vemo, kako bo zdaj. Ne vem. Ja. In kakšne so pa vaše želje? Kakšne so moje želje? Sam zdravje pa mir, da ne bi bilo kaj. Narobe. Tako. Ja. A nam zaupate, kakšno je bilo za vas lansko leto? Nekaj srednjega. Pa je kak dogodek, ki si ga boste posebej zapomnili? Ja, dopust. Je bil zelo slab. En otrok je utonil, tako da smo imeli zelo slab. Drugač pa, tako kot sem rekla, nič posebnega. Ja, pa pričakujete, da bo letos bolje? Mislim, da ne. Mislim, da še slabi. Imate pa kakšno željo? Ja, imej davko. To si želimo tudi mi. Zadnji dvig davka na dodano vrednost za 10% je težave povzročal tudi naši televiziji. Na zadnji seji občinskega sveta Hrastnik so nedavno obravnavali predlog proračuna za naslednje leto. Vodja občinskih financ Vanja Jerič nam je povedala, koliko proračunskega denarja je namenjenega za področje sociale. Ne, pomoč ob rojstvu novorojenčka žal zaenkrat nismo še povečali, imamo 100 evrov, smo želeli in imamo tudi še v načrtu, da do druge obravnave to še naredimo, ampak čakamo, kaj bo država naredila, če bodo kakšne drastične spremembe, potem bomo mogoče morali na to pozabiti, sicer pa imamo v načrtih, da mladim pomagamo tudi na tem področju. Kakšen dvig? Ja, ne bom rekla zdaj, kakšen je dvig, da me ne boste držali za besedo. Tle je država ukinila svoj del, ne, in glede na zakon o dostopu do javnih sredstev, mladi mislim, da do tega niso upravičeni, tako da bomo mi poskušali na tem področju jim tudi pristop naprej. Drugi ukrep, ki ga pa imamo tudi v načrtu, je, da cene vrtcev znižamo, ker energetska sanacija vrtca je prinesla določene prihranke, mi smo določene prihranke našli tudi druge znotraj poslovanja in bomo za kakšno leto ali dve malce stisnili za to, da razbremenimo starše, seveda posledično pa tudi proračun, ki plačuje razliko v ceni vrtca. No, svetniki so zastavili kar veliko vprašanj, tako da boste imeli do priprave proračuna veliko dela. Se bo veliko spremenil proračun iz prve v drugo obravnavo? Glejte, napovedali so tudi pisne pobude in spremembe. Mislim, da neke drastične spremembe niso bile napovedane, da so pač nekatere tudi dobrodošle pobude in predlogi. Tako da mi bomo poskušali do druge obravnave maksimalno upoštevati tisto, kar je dobro za občanke in občane Hrastnika in če bodo sredstva, če ne bodo zmanjšanja, čim več temu tudi
ugoditi. Mislim, da ni bilo pa kaj drastičnega, da bi posegalo neka strukturne spremembe proračuna in da nekako so vsi razumeli, da je pač neka ta stabilnost v občini in na kak način se financirajo dejavnosti tudi pomembna, ker če ste gledali zdaj recimo Maribor, zelo hitro ljudi razbor z nekimi drastičnimi spremembami pa napovedmi, tako da je tudi pomembna ta neka stabilnost, da vsi vejo, na kaj lahko računajo skozi leta. To pa je tudi vse, kar so vam pripravili v tokratni oddaji. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo predvajali pogovor z ljubiteljskim zgodovinarjem in raziskovalcem Marjanom Klančnikom, ki nas bo popeljal v skrivnosti Kisovca in Gamberka. Sedaj pa le še nasvidenje do prihodnjič.